Lesno-predelovalna panoga zaposluje okoli 10.600 ljudi, kar predstavlja približno 2% vseh zaposlenih, ustvari 1,6 milijarde evrov prihodkov, kar je dober odstotek, ter z 800 milijoni evrov prispeva spet dober odstotek slovenskega izvoza. Kljub relativno nizki dodani vrednosti, to je okoli 50.000 evrov na zaposlenega, kar je 22% pod povprečjem, ostaja vseeno strateško pomembna. Njena vrednost namreč presega številke. Les je ključna domača surovina za trajnostno gradnjo in pohištvo, kot drugo pomembno prispeva k krožnemu gospodarstvu in pa hkrati gozdovi sooblikujejo slovensko krajino in turizem. Glavni izzivi panoge so torej nizka dodana vrednost, razdrobljena veriga od gozda do izdelka, počasni postopki v gradbeništvu, prepočasen tehnološki razvoj, nedosledno izvajanje zelenih javnih naročil ter pomanjkanje neke jasne razvojne strategije panoge. In prav tu se skriva tudi največji potencial za njen preboj. V razmerah hitrih sprememb doma in globalno se odzivamo predvsem hitro in pa disciplinirano. Trenutno res veliko pozornosti namenjamo prilagajanju cen končnih izdelkov ter strogemu upravljanju terjatev in tudi denarnega toka. Hkrati pa ne izgubljamo fokusa na dolgoročen razvoj. Aktivno naslavljamo potrebe kupcev, širimo izvozne trge, pospešujemo razvoj novih izdelkov in storitev in pa vlagamo v digitalizacijo ter izvajamo usmerjen marketing. Zelo pomembno in celo ključno pa je tudi sistematično obvladovanje tveganj, tako kratkoročnih kot strateških, saj nam to omogoča, da ohranjamo stabilnost danes in pa tudi gradimo konkurenčnost za jutri. Ključno je, da program Made in Slovenija 2035 ni namenjen posamezni panogi ali podjetju, temveč predstavlja razvojni načrt za celotno Slovenijo in to z jasnim ciljem: dvigniti dodano vrednost, konkurenčnost in pa tudi ambicijo države. Za zaposlene predstavlja več priložnosti za razvoj, ustvarjanje višje dodane vrednosti in pa tudi višje plače. Za podjetja prinaša bolj predvidljivo in konkurenčno poslovno okolje, več vlaganj v razvoj in digitalizacijo ter tudi nove poslovne priložnosti. Ključen premik pa je v tem, kako razumemo konkurenčnost. Dokler je cena glavni odločitveni kriterij podjetja, zlasti tista, ki temeljimo na znanju, trajnosti in storitvah, ostajamo v podrejenem položaju. Zato je nujno v javna naročila vključiti trajnostna, razvojna in kakovostna merila, ki omogočajo pošteno konkurenco in jasno ločijo inovativne ponudnike od vseh ostalih. V Sloveniji potrebujemo strateške, zahtevne in trajnostne infrastrukturne projekte, ki bodo postali razvojni poligon, v ospredje pa bodo stopili znanje, reference, celostne rešitve in tudi ogljični odtis. Tako bomo podjetja gradila kompetence in tudi reference za še uspešnejše preboje na tuje trge. V Sloveniji imamo torej veliko znanja ter sposobnih in podjetnih ljudi. Imamo tudi les, ki je slovenska strateška naravna surovina. Poudarek moramo dati prav temu, kako znanje in podjetnost pretopiti v izdelke in storitve z visoko dodano vrednostjo. Program Made in Slovenija 2035 temelji prav na tem, da iz cenovne konkurenčnosti preidemo v konkurenčnost rešitev, temelječih na znanju in s tem aktivno soustvarjamo razvoj, ne pa sledimo drugim.